Imam teorijo o Candace Owens in poslušajte me, ker nenadoma napada Nika Shirleyja. Veste, tistega fanta, ki je dobil veliko pozornosti zaradi vsega razkrivanja, ki ga počne. In vemo, da hodi k Eriki Kirk. In poleg tega, da je lena in manipulativna, ter verjetno na tej točki narcisoidna, čeprav morda ni diagnosticirana, sem jo diagnosticirala jaz. Ampak tukaj se dogaja še nekaj drugega, kar mislim, da vse skupaj poveže. In potrpite z mano, ker mislim, da bo na koncu tega videa vse imelo smisel. V bistvu pravi, da je to lažno. Pravi, da je to lažno. In jaz sem rekel, mogoče, če bi ti podcasterji dejansko zapustili svoje podcast studije, brez zamere Pet, bi zapustili svoje podcast studije in šli in se dejansko ukvarjali z novinarstvom. Videli bi, da se stvari včasih preprosto zgodijo. Tisti zadnji del me je res spravil v smeh, ker je bil preprosto tako smešen. In potem še vse to kot, zakaj pa ne poskusiš delati pravega novinarstva in zapustiti svojo klet, kjer snemaš podcast? Ne moram ti povedati, kako zelo me frustrira, da se pretvarjaš, kot da prihajam iz privilegiranega položaja, čeprav je v resnici ravno obratno. Pravzaprav sem veliko doživela Nick Shirley, preden sem začela snemati podcaste v svoji kleti, preden sem se poročila, preden sem imela otroke. Poskušaš nam povedati, da si samo 23-letni otrok, ki je v 48 urah prodrl v favelo. Ni mi treba prodreti globje od površja. Jaz sem te stvari preprosto doživela. Živela sem v teh okoliščinah. In seveda bi izstopal Nik kot bel fant, ki hodi skozi favelo s kamero. Ona je živela v teh okoliščinah. Govori o tolpah, je bila vključena v tolpe, je bila poškodovana. Vsi, izkažite svoje sočutje, ker Candace Owens šele zdaj lahko sedi v svoji milijonski ali večmilijonski kleti. Pravzaprav ne vem, koliko je vredna. Ampak pred tem je res razumela, kako je, ko se soočaš s favelami. Ojoj. Ravno nasprotno, vsak, ki je živel na teh območjih ali v njihovi bližini, ve, da tega ne počneš. To je osnovna stvar preživetja. Tega ne počneš. Imam družinska srečanja, v katera Nick Shirley ne bi mogel prodreti in preživeti. To je pač realnost. Tako da ta ves mačo nastop, ker ne zapustijo svoje kleti, zveni, kot da nimaš stika z resničnostjo. Zveni, kot da nimaš stika z resničnostjo. Ker misliš, da samo zato, ker danes snemam podcaste, nisem prej veliko doživela. Vse, kar imam zapovedati, je, da je ta mala Candy Wendy zveni malo razburjeno, ker jo javno izpostavlja zaradi tega, ker je takšna bedakinja, kot je. Ampak še pomembneje, zaradi pomankanja poguma, ki ga dejansko kaže. Ker je zadovoljna, da sedi v svoji kleti in kritizira ljudi, ter je nesramna do vseh, vključno z Nickom Shirleyjem, vključno z Eriko Cook, vključno z vsemi. Ampak mora vsem dokazovati, da ima družinska srečanja, ki jih morda ima. Ljudje ne bi mogli, mi ne bi mogli priti skozi. Morda bi morali plačati njeno varovanje, da gre na ta družinska srečanja. To je res dobra ideja. Ljudje, morali bi iti in plačati Candace Owens, da si lahko privošči varovanje za svoja družinska srečanja, ker so ta res neverjetno nevarne. Ampak spet, mislim, da nam Candy Wendy dokazuje, da je res popolnoma grozna novinarka. Ker dobesedno ne ve osnovnih stvari o Nicku Shirleyju, ki bi jih bilo tako enostavno odkriti, če bi se le malo potrudila z raziskovanjem. Mimogrede, dobrodošli v Pushback. Sem Meira Kay, vaša voditeljica. Ne pozabite pritisniti na gumb za naročino in navijati za ta gumb. In zdaj še kratko sporočilo našega sponzorja. Moramo se pogovoriti o Medicare, ker če ste vključeni v Medicare, pomislite, kako ste izbrali svoj načrt. Ali je kdo primerjal vse možnosti in vam pomagal najti najboljšo izbiro glede na vaše zdravnike, recepte in potrebe, ali so vam samo dali nekaj načrtov in rekli, naj izberete. Za večino ljudi je žal druga možnost prava. In zato vam želim povedati o Chapter, ker je Chapter drugačen. So neodvisni in so edini svetovalci za Medicare, ki primerjajo vse načrte, ki so na voljo po vsej državi, ne samo tiste, ki najbolj koristijo njim. Pregledajo vaše zdravnike, vaše recepte in vaše prioritete, ter vas nato povežejo z načrtom, ki vam dejansko ustreza. Njihovi svetovalci so na plači. Tako da v resnici ne vsiljujejo določenih načrtov. Tam so zato, da vam pomagajo sprejeti pravo odločitev. Če ste že na pravem načrtu, vam bodo to povedali. Če pa ne, vam bodo pomagali zamenjati. Lanski upokojenci, ki so zamenjali načrt preko Chapter, so v povprečju prihranili več kot $1000. Klic je brezplačen, traja približno 20 minut in vam ali nekomu, ki ga imate radi, lahko prihrani veliko denarja in stresa. In to nam je zelo pomembno. Če imate starega starša ali ljubljeno osebo na Medicare, se torej splača preveriti. Pokličite Chapter na 610 680 3337. To je 610 680 3337. Začnimo zdaj varčevati denar. Naš denar bi morali vlagati tja, kjer si to res zasluži, namesto k ljudem, kot je Candice. Zdaj pa se moramo vprašati, zakaj je Candice v zadnjem času postala tako obsedena z Nickom Shirleyjem. Koga sploh briga, naj fant razkriva, kar želi.
In še bolj pomembno, dobiva toliko javne pozornosti. Zakaj ga preprosto ne bi podprla in pridobila nekaj pozitivnih odzivov javnosti? No, razlog je takšen. Candice je ljubosumna in preprosto ne prenese, da mlad 23-letnik dobiva več pozornosti kot ona. Če bi se vprašali, kateri sta bili dve veliki zgodbi v zadnjem času. Očitno sta to Candice Owens, Erika Drum, ampak Nick Shirley in Somalci ter novinarsko razkrivanje naredijo kar veliko. Tega ne more prenesti. Zato se je odločila, veš kaj, če ga ne moreš premagati, se mu pridruži. Torej, začnimo spor s tem mladim 23-letnikom, ki verjetno ne ve, kako ravnati z interakcijami na ravni Candice, ker ona zna igrati na najvišji ravni. Govorimo, kot že veš, o predsedniku Amerike, predsedniku Francije. Ona ve, kaj počne. Poskušala je napasti tudi predsednika vlade Izraela. In zato si misli, Nick Shirley, lahka tarča, gremo nanj. Začnimo spor. In iskreno je kar nerodno in samo pokaže, kako nizko je pripravljena iti. Kot, zakaj ne poskusiš delati pravega novinarstva in nehaš s tem podcastanjem iz kleti? Alex Clark je to tudi nekako podprla, ker pač ne more izpustiti priložnosti. Turning Point ne more izpustiti priložnosti, ker mislim, da sem jim vzela nekaj, za kar verjamejo, da jim upravičeno pripada. Ampak napisala je tole. Nick Shirley je pravi novinar, Candice Owens ni. V redu. Torej, snemamo podcast, smo v kleti. Hej, Nick, razlog, zakaj vemo, da to pravzaprav nima smisla, je, da moraš biti najbolj odrezana od sveta, da ti je sploh treba razlagati, zakaj to ni verjetno. V redu. Ne gre za to, ni to služba. V redu. Ljudje preprosto živijo v teh scenarijih. Ljudje, resno, imam 5-letnike v svoji družini, ki so videli več in doživeli več, kot si ti verjetno kdajkoli v življenju. Ta okoliščina se sploh ni zgodila. In ne morem ti povedati, kako zelo me frustrira, da se pretvarjaš, kot da prihajam iz privilegiranega položaja, ko je v resnici ravno obratno. Tega v Chicagu ne bi mogel narediti. Tega ne bi mogel narediti v Detroitu, v nekaterih delih Brazilije, brez nekoga, ki je iz tistega kraja in iz tiste soseske. Torej ne gre za snemanje podcasta v moji kleti. Pravzaprav sem veliko doživela Nick Shirley, preden sem začela snemati podcaste v svoji kleti. Preden sem sploh bila. Zdi se, da je nekoliko vznemirjena. Mislim, da je to prava beseda. Nekoliko obrambna. In vedno veš, da ko nekdo postane nekoliko obramben, to ni dober znak. Candice Owens je zdaj tako ljubosumna na pozornost, ki jo Nick Shirley dobiva zaradi svojega trdega dela. Je res slaba preiskovalna novinarka. Sploh ni vedela, da je preživel 2 leti v San Diegu v Čilu kot mormon. Se vozil s kolesom, se učil špansko, trkal na naključna vrata, spoznaval kulturo in navezoval človeške stike, v primerjavi z 2 mesecema Candice Owens, ki jih je preživela na šolskem kampusu, čeprav ne vem, če je bilo res na kampusu, kjer je trpel zaradi plesni. Kakorkoli, res je neumna in še slabša kot Len, novinar. Potrebovala bi le 5 minut, da bi raziskala njegovo izkušnjo v Južni Ameriki in videla, kako njegova izkušnja povsem zasenči njeno. A je preprosto preveč lena. Je komentatorka, ki služi na jezi in zavajanju. Ne razume. Ne morem reči, da se z njo ne strinjam. Poglejmo, kaj ima ta tip zapovedati. Samo štresla bi jo rada. Res bi rada rekla, naj že neha. Kot da ji nekaj ne dela ali kaj. In veš, kako imaš včasih, ko nekaj ne deluje, to čudno idejo, da če stvar pretreseš, bo nekako bolje. Pa si misliš, to ne deluje. Tako se počutim. Mislim, da smo res na pravi poti s tole Candice. Sprašujem se, če bi lahko napovedali, fantje. Igrajmo igro. Sprašujem se, če bi lahko napovedali, koga bo Candice naslednjo napadla. Poglejmo, če opazite zgodbo o nekom, ki pritegne veliko pozornosti. Torej, tu je stvar z Eriko in Charliem. Potem je tu še Nick Shirley. Poglejmo, če je še kdo, za katerega se odloči, veš kaj, morala bi iti za njimi, ker se želim vključiti v zgodbo. Želim skočiti na njihov val slave. Zdi se mi, da je to zdaj njen sistem. Zato v tem videu zdaj napada Eriko Cook. Torej, šla je na Nika in mu rekla, da je tako neuporaben, da ničesar ne razume. Moji 5-letni otroci so se spopadli z več kot ti. In je tako, v redu, mogoče. Kaj pa sploh veš o Niku? Ne veš ničesar o Niku. In mogoče je to celo res. To pa še ne pomeni, da ni pogumen novinar. Ampak tukaj napada tudi Eriko. Imam občutek, da Erika ne dela. Razumeš, kaj mislim? Ne dela. In želim, da se to popravi. To me spravlja ob pamet. Je kdo kdaj hodil z narcisom, veste, in moral skozi to, kako je, ko imaš opravka z nekom, ki ni srečen, ker te ne more nadzorovati? No, to je to. Vrže odrasli spat. Točno tako kot Candice. To je dobesedno osnovna definicija narcizma. Nekdo drug dobiva pozornost, to mi ni všeč. Ojoj, Candice je kar patetična, kaj ne? Kakorkoli, hvala vam za vašo pozornost glede te zadeve. Njen padec se bliža. Njen padec je kot da je neizbežen. Seveda ne mislim ničesar v smislu, da bi jo kdo ubil. Samo da pojasnim, mislim, da ljudje vedno bolj in bolj vidijo, kako zelo je ljubosumna. In imam občutek, da je naša nova teorija morda pravilna.